Pravi strokovnjaki se vidite, spoštovani strokovni sodelavci, LAS-a, predsedniki, strokovni vodje in mi, ker vam bomo danes delili z vami, smo pravzaprav spremljevalci, ki pa jih verjetno v tej fazi tudi potrebujete. Namreč v uvodnih govorih je bilo 5 pomembnih stvari povedanih. Prvič, da za razvoj na subregionalni ravni, kar LAS-i so, denar bo. Drugič, časovnica je jasna. Tretja stvar, obljubljena je, to se pravi, poenostavitev. Četrta stvar, odločbe pridejo. In peta stvar, digitalizacija postopkov. V tej fazi je torej vse obkljukano in zdaj je čas, da vse strategije, ki so vam bile potrjene, prevedete v prakso in mogoče bo današnje naše predavanje z mojimi kolegi en tak strokovni input za delo, ki vas čaka v prihodnjih mesecih. Me pa žalosti, da gospoda župana ni tukaj, ker je kot občan Kišinčuja mi izrekel res lepo dobrodošlico. Tudi vi bomo enkrat v pošiljki še namazali. Okej. Kaj vam imamo s kolegicami in kolegi za povedati? Pravzaprav se boste vprašali, kaj bomo z univerze z vami danes delili in kaj bo od tega, da spet en projekt predstavimo takega, kar bo za mene, za naš LAS, za naše podeželsko območje uporabno. Pravzaprav želimo prinesti tukaj noter v vaše strategije in izvajanje tematike, ki so verjetno trenutno najbolj in. Poskušali vam bomo pokazati možnosti za še večji nabor nekih stikov, ki jih že vi imate in da jih še okrepite. Predvsem pa vas bi povabili kot strokovne sodelavce k temu, da izkoristite možnosti za strokovno usposabljanje in kot vidite, sem pogojensko napisala, da je brezplačno in tudi, ker nobeden od nas nima preveč časa, da vam je na voljo tudi ob 8 zvečer, ko sicer ne smemo delati za službo, ampak ponavadi tovrstna izobraževanja takrat potekajo. To je naš projekt Rebound in kako smo si mi tole našo predstavitev danes zastavili. Tako da se najprej sprašujemo, kaj ta pojem pravzaprav pomeni, katere vsebine so vam mogoče v naslednjih tednih, mesecih dostopne in predvsem na koncu zelo konkretno, ali lahko jaz, vi v vašem LAS-u k temu čim prej, če me seveda stvari zanimajo, pristopim. Sara, izvolite. Da pa ne bomo samo mi govorili, bi radi tudi vas slišali, zato vas vabim, da izvlečete svoje telefone, poskenirate to kodo na zaslonu oziroma odtipkate na spletno stran www.menti.com in se nam pridružite pri parih kratkih vprašanjih, s katerimi bomo naprej gradili našo predstavitev. Malo počakamo, da vas večina uspe poskenirati kodo, če ne pa preko spletne strani www.menti.com in z vpisom te kode in se nam pridružujete. Imate pa kodo tudi na mizah, no? Hvala, Kvirina, da ste me opomnila in pa seveda tudi pripravila te kode na mizah. To je, pridruži se. Če ste na strani, kjer piše vam pridruži se, ste na začetku in ko bomo šli na naslednji diapozitiv, mislim, da Rajko, prosim.
se vam bo pokazalo to prvo vprašanje. In sicer najprej nas zanima, kaj razumete pod izrazom prožnost oziroma prožnost podeželja. Z eno besedo, z dvema, če opišete. Vsi tisti, ki imate zadržek do mentimetrov in do telefonov in imate rajši analogen način, ki imate pa na mizi pripravljene tudi lističe, in vas prosim, da na vprašanje, ki ga je zastavila Sara, odgovorite na ta način tudi vi. Hvala. Prvi odgovori se zbirajo. V središču se nam izrisuje besedna zveza prilagodljivost, ampak ne samo to. Ogromno nekih drugih besednih zvez, ki opisujejo prožnost oziroma prožnost podeželskih skupnosti. Prilagajanje, fleksibilnost, povezanost, raznolikost, izkušnje. Ta besedni oblak se krepi z vašimi idejami, kaj je to prožnost podeželja. V nadaljevanju bomo preverili, kako smo pa mi v sklopu raziskave to definirali in kaj smo že tam preko naše raziskave ugotovili. Zato prosim, Rajko, kar na naslednjo vprašanje. Berite do 3 besede oziroma besedne zveze, ki najbolj opišejo prožnost podeželja. V kateri ste že? Spet se vaše govori kopičijo pri prilagodljivosti, pri pripravljenosti na spremembe, sposobnosti učenja in transformacije in pa tudi odpornost na krize. Rajko, kar na naslednjo. In pa zdaj še vprašanje, kateri dejavniki po vašem mnenju najbolj prispevajo k prožnosti podeželja? Lahko do 3 odgovore izberete. Nekaj imate tukaj pred nastavljenih odgovorov. Da vidimo. Se vidi, odkot prihajate, da dobro upravljanje in vodenje skupnosti ocenjujete kot zelo pomemben dejavnik. Sledi mreže v skupnosti, participativno odločanje na ravni skupnosti in pa tudi ostali dejavniki. In pa še čisto zadnje vprašanje, na katerega bi se premaknili. Tukaj pa za vaš odgovor. Zdaj smo videli, kaj so dobri dejavniki, katere pa so tiste ovire, zaradi katerih nam mogoče ne rata dosegati prožnosti podeželja, kot bi si jo želeli. Iz vaših lastnih izkušenj bi mogoče radi zbrali nekaj odgovorov. Ljubezen. Veliko jih je pa povezanih z birokracijo, administracijo, zakonodajo, pa tudi denarjem. Ni interesa ljudi, ravnodušnost, nezaupanje, manipulacija.
Mogoče še kakšen odgovor prileti. Sicer se vam pa najlepše zahvaljujem, da ste nam pomagali narediti uvod v tole predstavitev. Zdaj ne iščemo pravilnih in napačnih odgovorov, bomo pa malo pokazali, kaj smo nekako na ravni projektnih partnerjev Rebound iz 4 držav, ki prihajamo tako iz univerze kot iz prakse, ugotovili. In v okviru Rebound raziskave, ki smo jo izvajali na našem terenu, kjer ste mogoče nekateri od vas celo že sodelovali. Tam smo tudi vprašali okrog 100 odgovorov, smo prejeli, kaj deležniki opredeljujejo kot prožno, in se je zelo podobno, kot ste tudi vi danes govorili, pokazala definicija zmožnost oziroma sposobnost premagovanja, prilagajanja na spremembe in izzive, tako okoljske, gospodarske, družbene, kulturne in druge, v neki podeželski skupnosti oziroma na podeželskem območju. Partnerji smo na to definicijo, ki je večino prihajala na podlagi udeležencev iz prakse, nadgradili in jo malo razširili. In se definicija prožnosti podeželja nekako glasi tako kot sposobnost podeželske skupnosti ali območja, da uporabi uravnotežene in dolgoročno naravnane pristope za odzivanje na nenadne pretrese, neke šoke, pri čemer ima sposobnost, da krepi svoje osnovne funkcije in strukture, zagotavlja dobro upravljanje ter ohranjanja zadovoljivo kakovost življenja in blaginje za svoje prebivalce. Značilnost prožnostnih skupnosti pa je, da so na splošno dobro povezane in pripravljene sodelovati. Iz načrta za odkrivanje in odpornosti Slovenija recimo bo dobila pomembno vsoto denarja in prišli smo do ene zelo čudne pojmovne situacije. Vse skozi ministri in vsi ostali govorijo o odpornosti, mi pa govorimo danes o prožnosti. Čeprav je v načrtu za odpornost in okrevanje beseda resilience. V čem je tukaj ena pojmovna nedorečenost? Mislim, da smo tukaj v Sloveniji pri prevodu tega pojma resilience majčkeno prehitevali in nismo dobro razmišljali. Pa vam bom dala kar konkreten primer. Odpornost je v angleščini resistance. In človek, ki hodi v gozd, se cepi proti klopnemu meningoencefalitisu in na ta način razvije odpornost. Vendar, kdaj pa ti kot obiskovalec gozda postaneš prožen? Ne samo, da si cepljen, ampak da se znaš seveda v različnih delih leta prilagajati temu, ko greš v gozd, se ustrezno oblečeš, izobraziti, oziroma se bomo mogli še bolj prilagajati, ker bo zaradi verjetno povišanih temperatur gozdna doba preživljanja prostega časa precej daljša. In to je ključna razlika med odpornostjo in prožnostjo. Prožnost je vedno nekaj, kar je tudi usmerjen v preobrazbo našega delovanja in usmerjeno v iskanje rešitev naprej. Ne bi zdaj težila z besednimi zvezami in s težavami glede tega, ampak rada bi vas opozorila, da je ta pojem prožnost ni nekaj za nazaj, ampak prožnost, kot ste tudi vi v vaših odgovorih nakazali, pomeni vedno usmerjenost za naprej. Prej ste vi odgovorili, da je dobro upravljanje kot nekak glavni dejavnik za prožnost podeželskih skupnosti. Res je, podobno tudi mi ugotavljamo, da je dobro vodenje in upravljanje skupnosti zelo pomembno za doseganje prožnosti. Poleg tega pa so v naši raziskavi še kot pomembnejšega izpostavili socialni kapital, sledijo mreže v skupnosti, da je skupnost dobro povezana, ukrepanje na ravni skupnosti in pa nekako ravnovesje med ljudmi, gospodarstvom in okoljem. Same ovire za doseganje prožnosti pa so pogosto
da lokalni prebivalci niso dovolj zainteresirani ali aktivirani in niso vključeni v dejavnosti skupnosti, ki podpirajo prožnost, pomanjkanje ozaveščenosti in tudi podpora politike in pa tudi pomanjkanje finančnih sredstev, podpore strani uradnikov oziroma dominantnost določenih akterjev in deležnikov. To je nekako, kar mi ugotavljamo s to raziskavo. Raziskava je temeljila na anketnem vprašalniku, intervjujih, fokusni skupini, podrobno pa smo preučili tudi 16 podeželskih skupnosti po Evropi in katere smo v sklopu projekta tudi predstavili online v pregledovalniku in mogoče ta pregledovalnik je tudi v pomoč vam pri pregledu podeželskih skupnostih, v katerih vidikih so prožne in kakšna ideja za naprej. Če povzamem, kaj smo mi v tem poročilu ugotovili, je, da prožnost lahko krepimo na način, da izvajamo različne animacijske dejavnosti in sodelovanje s prebivalci, jih spodbujamo k povezovanju v skupnosti in tudi prevzemanju vodenja. Druga alineja krepitve prožnosti podeželja je nenehna krepitev zmogljivosti z izobraževanjem, usposabljanjem, izmenjavo izkušenj in spretnosti. Tretji poudarek je spodbudno podporno okolje in politični okvir oziroma strukture, ki upoštevajo specifičnost kraja in območja, zagotavljanje lokalnih storitev ter tudi prisotnost neke krovne strukture, ki pomaga, ker podpira razvoj v skupnosti. Četrti je dobro upravljanje s participativno strukturo in skupaj z lokalno odgovornostjo. In peta naša ugotovitev je, da je kombinacija pristopa od spodaj navzgor s kombinacijo pristopa od zgoraj navzdol, kar vi delate v bistvu v LIDR-u in CLLD, nasplošno priznana kot pristop na ravni Evropske unije, ki lahko sistematično podpira prožnost podeželskih skupnosti. Sara, poleg vsega, kar je Sara zdaj naštela, da smo počeli v projektu Rebound, pa smo naredili še eno drugo zadevo in to je bil program izobraževanja oziroma usposabljanja za krepitev zmogljivosti na podeželju. Cilji, ki smo si jih zadali, je bilo, da zberemo najboljše prakse s terena, razvijamo določena orodja, sodelujemo z ljudmi na terenu, da bo naš program inovativen in obenem praktičen, se pravi, da bo takšen, ki ga ljudje, ki delajo na razvoju podeželja, potrebujejo. S tem smo izpopolnili digitalno zbirko za ocenjevanje in učenje in v sodelovanju z lokalnimi deležniki smo tudi zadevo prenesli v prakso. Kako je izgledala pilotna izvedba tega našega programa usposabljanja? Razdeljen je bil na dva modula. Prvi modul je bil teoretični del, drugi je bil praktični. Vse skupaj je potekalo online, preko interneta, predvsem zaradi tega, ker so se našemu izobraževanju pridružili ne samo posamezniki iz projektnih držav, ampak tudi od drugod iz cele Evrope. Zadeva je v praksi potekala tako, da smo določili 12 tematskih področij, za katere smo v okviru raziskave, ki jo je Sara omenila, ugotovili, da so potrebna znanja, ki jih potrebujejo ljudje, ki se ukvarjajo s delom na podeželju. Posnetih je bilo 12 predavanj, ki so si jih lahko udeleženci ogledali v svojem času. Potem pa naslednji teden smo se dobili v živo, kjer smo skupaj z profesorji in drugimi ljudmi, študenti debatirali o tem in podali svoje mnenje, svoje primere na določeno tematiko. Na koncu so morali študentje oddati pisne ali video izdelke na 5 tematik, ki so jih sami izbrali, in pa en daljši pisni izdelek na temo
prožnosti na primeru iz prakse. Tu lahko povemo, da so si naši študentje kar vsi po vrsti izbirali primere iz prakse na lasih in da so povedali, kaj tam počnejo, in sledilo je še ocenjevanje. V drugem modulu, ki je bil praktični del, smo imeli 3 srečanja v živo. Tematika drugega dela pa je bila naloga, ki je povezana z delom v službi oziroma s kakšnimi prostovoljnimi aktivnostmi. Spet v Sloveniji so se vsi odločili za primere svojega dela na lasih. Sledilo je ocenjevanje, kot lahko vidite, smo delali v Moodlu, ki je bil pač naš sistem za online poučevanje. Tematike usposabljanja so naštete tukaj, pa bomo zelo na hitro šli čez njih. Na začetku smo se spoznali s ključnimi pojmi razvoja podeželja. Govorili smo o načrtovanju skupnosti, kar smo tudi slišali, da je zelo pomembno. Nekatere države o tem vejo že več, nekatere manj. Skupaj smo delili izkušnje in znanja. Govorili smo o zelo pomembni zadevi o oblikovanju politik za razvoj podeželja, kako to poteka in kako se lahko v to sami vključimo in kako lahko takšni dogodki tudi k temu pripomorejo. Govorili smo o različnih modelih razvoja podeželja, glede na to, kje je območje in kako se razvija. Govorili smo o animaciji skupnosti in ustvarjanju krajev oziroma placemakingu, o katerem ne bom povedal nič, ker boste potem več vedeli o tem. Govorili smo o zelo zanimivi temi staranja na podeželju, kjer smo ugotovili, da staranje na podeželju ni samo težava, ampak je lahko tudi izziv in priložnost. Ogledali smo se primere dobrih praks prožnosti podeželja, kot je povedala Sara. Obstaja tudi, smo vzpostavili tudi zemljevid, kjer si lahko to pogledate. Ker je projektno vodenje del vsakega projekta, smo tokrat šli povsem na sever in smo Božičku pomagali razviti projekt, kako bi svoje jelene dobro pripravil na božično sezono z uporabo lokalnih virov. Govorili smo o strukturah upravljanja, četverni vijačnici, govorili smo o modelih participacije, veščinah spodbujanja in medijacij. In pa še ena zadeva, za katero smo ugotovili, da je večkrat ozko grlo, in sicer komunikacija med nami, med sodelavci, med vsemi ostalimi, in smo ugotovili, da na tem moramo v bistvu vsi še vedno delati. Zdaj pa predajam besedo Kvirini, ki nam bo povedala kaj več o animaciji skupnosti in predvsem placemakingu. Nekaj imamo takega možnostnega vodenja dela, nekaj imamo pa takega ex katedra, da ta del je moj bolj klasičen pristop. V glavnem, eno stvar, ki smo jo pokrivala jaz v tem predavanju, je bilo tudi ostale naslov, animacija skupnosti in placemaking. V glavnem, ta naslov je sestavljen iz besed, ki so nam mogoče znane, skupnost nam je dobro znana, medtem druge pa niti ne. Placemaking je zelo težko prevedeti, kot je na primer že resilience, smo danes ugotovili. Rečemo, da bomo uporabljali slovensko besedo ustvarjanje kraja, ampak da bo meni lažje beseda tekla, bomo uporabljala kar besedo placemaking v angleščini. Torej, tole predavanje, ki ga boste zdaj slišali, je tako praktično vodilo, kako si lahko kraji, vasi, mesta pomagajo, da postanejo uspešni in prožni. Uporabljala bom projekte, ki smo jih izvedli tu, kjer se trenutno nahajate, v Šentjurju, in poskušala razložiti neke teorije od zadnje. Torej, pa še narobe sem napisala, ustvarjanje kraja. To je bistveno, da se morate zapomniti razliko med besedo prostor in kraj. Torej, placemaking je v bistvu koncept. In ta koncept gibanja je nastal leta 1960, ko sta ameriško-kanadska novinarka in ameriški urbanist predstavila zelo prelomno idejo za tisti čas o oblikovanju mest, ki so prilagojena ljudem in ne poudarjajo več avtomobilske povezanosti. V bistvu se njuna dela osredotočajo na oživljanje sosed in vabljivega javnega prostora.
V bistvu je placemaking nastal kot kritika načrtovanja, ki je bilo ločeno od ljudi in je bilo v bistvu osredotočeno izključno na promet. Stvar se torej začne kot neko gibanje, ki pa je zdaj že zelo globoko se ukoreninilo v mednarodno agendo. Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela načrt Spremenimo svet, agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, da bi se torej spoprijeli s stalnimi svetovnimi izzivi, kot so revščina, neenakost in podnebne spremembe. In agenda je torej izražena v 17 ciljih trajnostnega razvoja. Cilj številka 11, ključen za nas, pa poziva države naj razvijajo mesta in naselja, ki bodo vključujoča, varna, prožna in trajnostna. Prevodu je spet bila pri nas težava v slovenščini. Tale prožna smo prevajali kot vzdržljiva. Torej, preden se mi seznanimo s to definicijo placemakinga, ki je nastal, moramo torej razumeti, ko sem omenila razliko med besedo prostorom, ki je angleško space, in pa besedo kraj, place. Prostor je torej zgolj neka odprta površina. Naprimer, tole, ko ni vas noter. Medtem ko je kraj, torej del prostora, ki potem s svojimi sestavinami, mizami in vami pridobiva identiteto in pridobiva na vrednosti. Kraj, torej, mi povezujemo s spomini, z občutki, medtem ko je torej prostor, sam praznina, ki obstaja. Zdaj si pa pogledamo Maslovo hierarhijo potreb, ki jo verjetno vsi poznamo. Torej, Maslow je razvil klasifikacijski sistem, ki torej prikazuje univerzalne potrebe ljudi. Za napredovanje po piramidi od spodaj navzgor je torej treba zadovoljiti najnižje. In pri placemakingu veljajo dejansko enaka pravila. Naprimer, občina poskrbi, da je javni prostor čist, da je varen, ima neko zagotovljeno vzdrževanje. To torej izpolnjuje neke osnovno rabe Maslowove piramide. Potem pa, da bi se ta funkcionalni prostor spremenil v privlačen in gostoljuben kraj, je potrebno soustvarjanje skupnosti. Tole je v bistvu trg pred našo občinsko zgradbo in zaradi akcije skupnosti decembra tale trg izgleda malce drugače, s povabilom šol, društev, javnih zavodov, okrasimo božična drevesa in v mestu v bistvu ustvarjamo božično vzdušje. Ljudem torej damo nek nedokončan dizajn, to je smrečico, in jim puščamo potem prostor za soustvarjanje, kar želimo skladno s ciljem številka 11, biti vključujoče mesto. Na koncu izgledamo takole načeloma. In v bistvu naš trg, torej, da ga vsi kar dosti zagibajo, se spremeni v nek pravlični gozd. Zdaj pridemo do besede, kaj je placemaking. Obstaja milijon definicij, lahko gremo hitro čez nekaj, v glavnem gre za pristop k urbanističnemu načrtovanju in oblikovanju, ki se osredotoča na ljudi, ki uporabljajo ta prostor. Torej, ne gre ne le na fizične strukture in na stavbe, ampak ideja je ustvariti kraje, ki torej niso zgolj funkcionalni, ampak so tudi lepi in pomembni za ljudi, ki tam živijo, delajo, poslujejo. V glavnem gre za nekaj, kar navdihuje ljudi in gre za proces sodelovanja, torej gre za celostni pristop, ki se osredotoči na ljudi in upošteva identiteto kraja. Ampak placemaking ni samo koncept, filozofija, kot smo zdaj slišali. Placemaking je v bistvu proces in ima nekaj korakov. Takole gremo. Pri nekem osnovnem načrtovanju vemo, kam gremo, kje je končna točka. Pri placemakingu pa je malo bljugasta pot, ker pobiramo stvari po poti. Torej, najprej je potrebno opredeliti, v bistvu oblikovati neko pobudo, s katero bomo mi zdaj oblikovali prostor in deležnike. To je lahko placemakerji, so v bistvu lahko oblikovalci, investitorji, družine, prostovoljci, društva, ključni člani skupnosti, lahko so tudi lastniki podjetij, v bistvu smo lahko placemakerji prav vsi. Potem naslednja točka je, da ovrednotimo prostor. To pomeni, da je zelo pomembno, da prepoznamo težave, ki se v tem prostoru nahajajo. To zgleda tako, da opazujemo, poslušamo, sprašujemo ljudi, ki tam živijo, delajo, poslujejo, in da bi pač razumeli njihove potrebe in želje glede tega prostora. Potem sledi zanimiva stvar, kjer je potrebno tudi včasih kaj kreative, torej želimo, da vsi ti ljudje, ki tam delujejo, tudi sodelujejo pri oblikovanju vizije za ta prostor. Naslednji korak je kratkoročni eksperiment.
Torej, s takšnimi eksperimenti je mogoče ta javni prostor prilagoditi potrebam ljudi, ki tam živijo. In na koncu se lahko zgodi, da z nekim stalnim ocenjevanjem, preverjanjem, kar smo naredili, torej stalnim vrednotenjem, neke izboljšave lahko prerastejo tudi v trajne. Torej, ta pravila placemakinga so zapisane v knjigi, ampak treba še tole, pogledamo tole sliko, tole je lokacija, mimo katere so vsi šli, če ste šli iz smeri Dramelj, torej z avtoceste. Na tej točki se je izvajal projekt Vencleva in 3 punce, ki imajo pač rade javne prostore, so se odločili, da bo ta prostor oživili. In šle so by the book, težko je to prevedeti slovenščino, torej dobesedno so delali po nekih pravilih. Knjiga, ki se imenuje How to turn a place around, po slovensko bi bilo kako postaviti kraj na glavo. In ta knjiga opredeljuje 11 ključnih elementov za preoblikovanje javnih prostorov v živahne skupnostne prostore. Pa naj bodo to parki, torej trgi, ulice, tudi pločniki so zanimivi in druge zunanje in notranje prostore, ki so torej namenjeni skupni rabi. Torej, na desni so ta ključni elementi, ki so nas vodili pri preoblikovanju prostora. Bom šla mogoče čez slike, da jih mi v praksi vidimo, kako je to izgleda. Torej, skupnost je strokovnjak, to je prvo pravilo. Izvedli smo spletno anketo, tule nazaj, za širšo javnost in pop-up event na sami lokaciji, kjer smo torej dali okoliškim prebivalcem možnost, da torej delijo zamisli o uporabi prostora. Ustvari kraj, ne dizajna, poišči partnerje, sami ne zmorete. To je dobro vedeti. V tem primeru je naše partnerstvo, smo ga že v začetku spostavili, je bila občina Šentjur, urbanistični biro Prostorož, ki je poskrbel za mentoriranje, in pa potem je milijon partnerjev, na katere v bistvu na začetku sploh ne računaš. Četrta točka, vedno rečejo, tega se ne da narediti, oziroma nas sprašujejo, zakaj to sploh počnemo, in tako nišče ne bo prišel. No, to so govorili tudi sosedje iz balkonov, ampak se vedno da. Na primer, potem vedno morate imeti neko vizijo. Na naslednjem slajdu. Imate torej vizijo. Oblikovali smo projektno zasnovo, tudi zarisali smo jo in veliko lahko šestič že vidite z opazovanjem. Torej, obiskali smo lokacijo ne enkrat, večkrat. Oblika naj podpira funkcijo. Torej, arhitektka Iza je oblikovala klopi, ki vidite gor na vrhu na levi, in igrala za otroke, ker smo to ugotovili na pop-up eventu. Triangulacija, to je taka zanimiva beseda, ki sem še imela težavo z njo razumeti, ampak v bistvu to gre za en proces, pri katerem torej zunanja spodbuda vzpostavi povezavo med ljudmi in spodbudi neznance, da se začnejo pogovarjati z neznanci, kot da bi se poznali. Torej, ko si delal na lokaciji, so ljudje nas opazili, so prišli, so nas ogovarjali in prinašali hrano. Torej, neka zunanja spodbuda je veličana prostor. In devetič, začnite s petunijem, to so te rožice, torej lažje, hitreje, ceneje. Torej, mi smo vsega na novo kupili, ampak smo na primer prebarvali stara igrala in veliko naredili sami. V bistvu morate se zavedati pri vsem tem, da ne smeš nujno ustvariti nekega vrhunsko domišljenega načrta, ampak nekaj, kar lahko naredite že jutri. Vsata točka, denar ni problem. To je bilo najtežje, kar je bilo pri nas, to ponotranjiš. Ampak ja, na koncu je izkladal, da denar ni problem, prijavljali smo se na razpis od Prostoroža, Urbana akademija, pomagala je občina, pomagali so sponzorji in pomagali je ogromno prostovoljcev. Ampak neka 11. točka, ki pa res absolutno vedno velja, nikoli niste končali, na primer nekatera drevesa so se nam že posušila. Torej, zdaj smo slišali teh 11 točk, ampak morate vedeti, to je zelo težko posežiti. Torej, tudi če projekt ne vključuje vseh teh ključnih elementov iz knjige, je vsem pomemben za oblikovanje skupnosti. In na naslednjih primerih, je bilo poklukanih samo par elementov. Na primer, v tem naslednjem je bil poklukan, torej, poišči partnerje, vedno rečete, ne da narediti, imejte vizijo. Vizija je izgledala takle. Namen projekta je bil, da bi promovirali našo mesto med kolesarsko dirko po Sloveniji. Na zaščitnik, tako kot Šenčurja, je Sveti Jurij in z maj sta torej dirkala na starih kolesih in Sveti Jurij je mogel zmagovati, logično. Ampak zato, da se lahko Jurij premikal na kolesu, nismo rabili samo en par rok, ampak ogromno rok.
in smo prosili ljudi, da pridejo. Aha, no zdaj že vete, jaz nisem vedela, kdo bo prišel tisti dan. Je bilo kar, kaj če nišče ne pride, zakaj bi to počeli. Ampak v bistvu ljudje pridejo. Če vi delate dobro, bojo podprli vašo naslednjo vizijo in vam bojo zaupali. In tudi prožna platforma se skaže ravno v teh momentih, ko pride do nekih izzivov, tudi če so takšni preprosti. No, nimam videa, ker ni hotel predvajati PowerPoint, ampak to je na stadionu ogromno, 16-metrski zmaj in Sveti Jurij, in tam okoli tiste male pikice, je več kot 30 ljudi in potem smo ga nosili in helikopter nas je posnel in smo bili na Eurosportu. Naslednji primer je, torej ne ustvarimo kraj, ne nujno dizajna, ker nimamo denarja za dizajn, imejte vizijo in začnimo torej čim lažje. Tole, v bistvu se moramo zavedati, da ko ustvarjamo nek dober javni prostor, ga lahko naredimo samo, če ta prostor postavi nek hibridni prostor, ki je mešanica med javnim in med zasebnim. Placemaking torej pomeni, da se v javnem prostoru vi začnete počutiti domače. To je torej dobesedno tako kot urejanje prostora od našega doma, ko torej hišo počasi spreminjate v dom. In placemakerji v bistvu prostor spreminjamo v kraj. Torej, ključni vidiki placemakinga so, da morate ustvariti neke nepozabne izkušnje, ki so potencialno transformativne, oziroma da torej pripeljate do nekih sprememb tudi prihodnosti. In pa naj bo ta kraj nek protistrup naši totalni odvisnosti od gibanja, premikanja, hitenja. Torej, mi želimo, da se ljudje ustavijo, da morda samo opazujejo, da se torej družijo. In takole mi vsako leto, okoli novega leta, poprosimo osnovnošolce, da posnamejo videoposnetke z novoletnimi željami, in jih potem projeciramo na stavbo, kjer imajo številna kulturna društva svoje prostore in potem projekcije pritegnejo mimoidoče, da se ustavijo in v bistvu ustvarjamo dobesedno neko živahno dnevno sobo. Zdaj ljudje v bistvu doživljajo neki javni prostor kot prostor, ki je prijeten za bivanje in prostor, kjer vstopate v interakcije z drugimi ljudmi, tudi tistih, ki jih ne poznate. Odgovor je v 5 i-jih, torej ko prostor vključuje 5 i-jev, ampak to pomeni, da uporabljamo spet angleške besede. Torej, informal, innovative, incomplete, intimate in inclusive. Torej, dejstvo je, da ko vi prijete v nek kraj, ga boste prepoznali kot odličnega, takoj, intuitivno. Obstajajo pa orodja, ki vam pomagajo definirati te odlične kraje. In to je pa orodje, ki ga je razvil Project for Public Spaces. To je projekt za javne prostore, ki je neprofitna organizacija s sedežem v New Yorku in oni si v bistvu močno prizadevajo za ustvarjanje in ohranjanje javnih prostorov, ki gradijo skupnosti in tako so razvili tale diagram kraja, ki torej pomaga, da ocenimo vsak kraj, da bo tudi če odličen kraj. Odlični torej kraji imajo skupne 4 lastnosti. Mislim, da je več postopkov, ampak ne bom. Torej, ti kraji morajo biti dostopni in povezovati. Torej, lahko hitro priješ skozi, vidiš ga oddaleč od blizu. Kraji morajo biti omogočiti dobro rabo in hkrati se lahko tam izvajajo različne aktivnosti. V bistvu, a veste, če nič se ne dogaja, to v bistvu pomeni, da ni kraj neizkoriščen. In je v bistvu to zelo dober znak, da je v tem kraju potem treba nekaj narediti. Tretja stvar je, ti kraji so udobni in ustvarjajo torej dobro podobo, tam se dobro počutite in nazadnje ti kraji so zelo družaben prostor. To v bistvu, ta družabnost je kar težko dosežiti, ker moramo spodbuditi, da ljudje začnejo komunicirati z distanci. In zakaj je v bistvu dobro delati placemaking? Če več niso prepričale vse fotografije na nasmejanih ljudi. Torej, večkrat se vprašajo, zakaj to delajo. Ena stvar je, to je zelo dober, torej, ustvarjamo prožno skupnost. Včasih to ni dosti dober argument. Pa smo pripravili veliko argumentov, ki jih lahko uporabite, ko vas to vpraša, zakaj počnete. Na kratko, ker se spodbuja družbena interakcija, ker negujete in predeljujete občutek skupnosti, ustvarjate boljšo dostopnost, spodbujate občutek udobja, nasplošno izboljšate javno zdravje, gradite in podpirate pravično lokalno gospodarstvo, ampak tiste, ki znijo bolj denar, to pomeni, da torej s privabljanjem ljudi in dejavnosti pritegnete posel in z njim omogočite razsvetni stan.
Torej, to je ena stvar, ki je v svetu bilo treba prevesti slovenščino, v angleščini je to power of 10 plus. Rečemo, da je to po slovensko moč 10 plus. Torej, enaki nevladna organizacija, ki smo prej omenila, je razvila tale koncept, ki naj bi omogočil ustvarjanje krajev na več ravneh. Ker se moramo zavedati, da v bistvu kraji uspejo ali pa propadajo v bistvu na človeški ravni in to ravno mi večkrat spregledamo. In potem ta koncept nam pomaga, da lahko upoštevamo človeške izkušnje pri organizaciji in vidimo, da naprimer res do takojšnjih in precejšnjih učinkov. To zdaj nekako tako pomeni, da ko mi pridemo v nek kraj, želimo, da uporabniki imajo več kot 10 razlogov za obisk. Ti razlogi zdaj lahko predstavljajo, vključujejo sedenje, lahko vključujejo inštalacije, ki se jih lahko dotaknete, glasbo, ki lahko poslušate, hrano, ki jo lahko okušate, zgodovino, ki jo doživljate in na malce drugačen način, torej na primer keltski dan na Rifniku pri nas, in da tam ljudi srečate, da se ljudje spoznavajo. Torej, v idealnem primeru bi takšni kraji vsebovali zelo edinstvene značilnosti tega kraja, da ki odražajo kulturo in zgodovino nasploh. Tole, če boste dobro pogledali, ste v bistvu vi. Ker to pomeni, da mi ustvarjamo nek kraj, ki ima 10 zanimivih stvari. In potem mi si želimo, da ima neka soseska 10 takih krajev. Potem si mi želimo, da ima neko mesto 10 takih sosesk. Potem mi želimo, da ustvarimo 10 takih mest in še več, ki začnejo ustvarjati neke zanimive skupnosti. No in to so potem lasi, ne. Ker ustvarjamo zbirko zanimivih skupnosti in ko jih mi ustvarimo, šele takrat mi začenjamo spreminjati neko javno mnenje, ali to pomeni domačinov, ali pa turistov, ki pridejo v kraj. Mi smo to stvar, zdaj jaz njej govoril, spravili letos lani v akcijo. Bilo je silno težko. To smo naredili na našem tradicionalnem sejmu Bučnica. Zdaj lahko bištejemo tam gari v desnem, kot to so številke, 10 jih moramo spraviti. Torej, naredili smo kulturni program, v katerem so sodelovali starejši, pa še kar enka, otroci na harmoniki, pa folklorna skupina. Ustvarjali smo delavnice za otroke, potem smo naredili kulinarično delavnico, ponujali smo brezplačno bučno juho, jesenske kave, petič, igre za otroke, lahko so zelo simpel, sam na cesto smo jih dali, mislim, zaprta je bila, pa imamo šestič, izmenjevali so rabljenih oblačil, potem smo imeli razna tekmovanja o najtežji, največji, najzanimivejši buči in stojnici, odprte so bile tudi muzejske zbirke, ki imajo slikice in pa ključno ustvariti je treba ogromno možnosti za sedenje, ker tako ljudi zadržite. Sedijo in si nasmejali. V glavnem, po dogodku smo mi izvedli med udeleženci in med obiskovalci neko anketo, da bi slišali, kaj funkcionira, kaj ni, in izvedeli smo, da je manjko mošt. Torej, kaj je potrebno, torej, da vi, ko ustvarjate, morate ponuditi raznolike aktivnosti na enem mestu istočasno. Zdaj pa še ena tema, proti koncu gremo, ki je meni zelo ljuba, to je pa kreativni placemaking. Pri kreativnem placemakingu gre pa spet za to, da razni deležniki se skupaj združijo, javni, zasebni, neprofitni sektor in tudi posamezniki in oblikujejo fizični in družbeni značaj soseske, mesta, regije s pomočjo umetniških in kulturnih dejavnosti. Tole ste se tudi mimo tega peljali, nahaja se pod novim pod se misli napaja, pod krožiščem pri osnovni šoli Franja Margaja v Šentjurju. Morate vedeti, da skupnost, da lahko ustvarja, to ne pomeni, da sam je. Skupnost je treba ali ustvariti in pa, ko je ustvarjena, jo treba tudi negovati. Tako enostavno kot domače prostore, zasebne prostore treba jih je opremiti in tudi javno je treba opremiti. In tako smo novembra 2022 opremili naš podhod, torej povezuje osnovno šolo Franja Margaja s športnim parkom. Nekaj lepega vaš divan. Vedno mi govorimo, kak je pomemben naš pristop od spodaj na vzgor. Tu gre pa za stvar, ki je prišla od zgoraj na dol. V bistvu je bila njegova ideja, torej straight top down, da mi nekaj s tem prostorom naredili. In tako smo
povabili lokalne ponudnike, lokalne ustvarjalce, da sva zasnovala torej, koncept, kaj bi tukaj poslikali, in pri sami izvedbi je sodelovalo več kot 60 oseb. Izhajali smo v bistvu iz tradicionalnega slovenskega vzorca, ker smo ugotovili, da so v bistvu to kvadratki, ki praktično prehajajo nek pixel art, in na tak način smo skušali lokalno zgodovino, kulturno in naravno dediščino predstaviti mladim na malce bolj dostopen način. Takole, na primer, je izgledal, imam video, pa ga tudi imamo, da je videti, ogromno ljudi, starejših, mlajših, je prišli in so pomagali barvati. To stvar smo mi izvedli v bistvu v 4 dneh, od pobude do izvedbe minilo 10 dni. Imaš profesor, zelo pomaš. V glavnem, 24,000 pikslov. Te 24,000 pikslov je bilo treba listati na roke, da smo jih lahko barvali. V glavnem, eno stvar smo še tule zakodirali, ko vidite, če dobro pogledate tenis žogco, pa basket, pa bazen, v bistvu te piše ena beseda, ki nam zelo ljuba. Prvo je š, potem e, n, t, j, u, r. Ampak to ne vidi vsak, teda fajn, da zdaj vete, če boste tja šli, kaj morate gledati. V glavnem, placemaking ima zelo različne forme, ker je v bistvu odvisno od potreb in pa seveda ciljev neke skupnosti. To zdaj pomeni, tako smo rekli, lahko so samo neke javna umetnost, lahko so samo sedeži, lahko je samo razsvetljava v parku, lahko so koncerti, sejmi. Cilj placemakinga je, da mi ustvarimo občutek neke skupnosti in socialne povezanosti. Pa še ena stvar je, nikoli ne smemo pozabiti, da tu v bistvu sploh ne gre za končni produkt. Tu v bistvu ne gre za to, kaj smo mi pobarvali, ampak gre za proces. Da mogoče včasih komu ne bo všeč poslikava, ko se je naredil, ali da je pa kdo uničil. Važno pa je to, da smo mi se skupaj spravili, pritegnili ljudi k skupnemu delu, da smo izmenjali občutke, izkušnje, ustvarjali spomine za naprej. Ker v bistvu samo takšno medsebojno zaupanje lahko temelj za prihodne projekte, ki na koncu gradi prožne skupnosti. Je pa nujno pomembno, da vse, karkoli delate, da ujamete na fotografije, ker včasih ostane vsega skupaj in tudi danes bo samo fotografije. Upam, da danes ne bojo ostale samo fotografije, da seveda širimo ta duh povezanosti, pripadnosti tudi na virtualnih platformah. To. Vsak je lahko placemaker, ker imate v bistvu vse, kar rabite, da to postanete. Veseli bomo vašega deljenja mnenj na QR kodicah z belo podlago. Tako izgledajo učne tematike, ki so pripravljene tudi za vas. Mogoče bojo to zanimive ideje, ko boste pripravljali skupaj z vašimi lokalnimi prebivalci najrazličnejše projekte in vse tiste, ki ste že vmes fotografirali. Hvala za to, bo pa seveda današnja predstavitev tudi vam na voljo na povezavi, ki vam jo bo Vesta v Jenovičkah ali še kjerkoli drugje pripravila. Rajko bo pa zdaj to zgodbo še nekoliko zašpilil. Ja, kot je rekla Irma, doživeli ste zelo zgoščeno predstavitev ene od tematik pilotnega programa Rebound. Ne vem, kakšno je vaše mnenje o tem, kar ste videli, vem pa, kakšno je mnenje udeležencev našega programa. Vsi, oziroma ne vsi, velika večina ga je zelo pohvalila, tisti, ki pa so imeli kakšne pripombe, so bile večinoma vezane na to, da je bil program kar zahteven za izvedbo oziroma za sodelovanje, če zraven hodiš v službo, in smo tudi dobili pobude, da bi zadevo skrajšali oziroma oklestili za nadaljne izvedbe. Tudi je večina udeležencev mislila, da jim lahko to pomaga že v zdajšnjem njihovi službi, ne samo v naslednji, in pa da se gotovo zdaj vedo več o tem, kaj je prožnost, ko so vedeli prej. Udeleženci izobraževanja prejmejo tudi certifikat, tisti, ki ga bodo uspešno upravili, in sicer strani The Technological University of the Shannon iz Irske, ki je tudi vodilni partner projekta.
no, kako že rečejo, dobro blago se samo hvali, mi se ne bomo, ampak bomo tokrat povabili tudi našo udeleženko iz Las Loškega Pogorja, Barbaro Florjančič, ki je bila ena izmed udeleženk izobraževanja, ki je potekal vse skupaj 15 tednov v jeseni in zimi. Mi smo jo danes zaprosili, nismo ji napisali besedila, kaj mora povedati, da nam na kratko pove njeno izkušnjo, to se pravi, da ste vi za kaj takega odločili, da vam konkretno pove, kaj vas mogoče čaka. Izvolite, Barbara. Hvala lepa. Jaz sem zelo vesela, da danes lahko to izkušnjo delim z vami. Kot je povedala že Irma, prihajam z območja Las-Loškega Pogorja, oziroma tam sem v službi, prihajam iz Ljubljane. Območje pokriva območje občin Gorenja vas, Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. In ga je tako stroka, kot v bistvu znanost, tudi Sara v svojem zaključnem delu, prepoznala kot eno izmed območij, ki je zelo prožno in prilagodljivo na različne družbene, okoljske in ostale izzive. Tako da sem vas zelo vesela, ko ste nas, mislim, da poleti, pa spomladi, obiskali Irma in Sara in nekako povedali, da so območje Škofje Loškega izbrali kot študijski primer in da hkrati v okviru tega projekta pripravljajo tudi praktično usposabljanje, k katerim vabijo tudi zaposlene na razvojnih agencijah oziroma na lasih, ki delujemo po Sloveniji. Tako da jaz sem se z veseljem odzvala povabilu tudi na to izobraževanje, ki sem ga dojemala zelo pozitivno. Ena stvar je to, da bom rekla, vendarle mi ni toliko dolg čas, odkar sem zaključila študij, tako da vse te teoretične zadeve, ki so bile v naprej pripravljenih predavanjih, kar je poleg službenih in družinskih obveznosti zelo, bom rekla, pozitivno, da lahko si predavanja predvajaš, kadar imaš pa čas, da sem nekatera znanja samo osvežila, nekatera pa tudi zelo dobro nadgradila. Zelo uporabna so bila pa pravzaprav tudi za moje delo, tiste konzultacije enkrat tedensko v živo, kjer smo se v bistvu, bom rekla, strokovnjaki ali pa ljudje z različnih področij razvoja podeželja srečali in imeli možnost sicer v tej kratki uri izmenjati izkušnje, dileme, razčistiti stvari s predavanj. Največkrat je pa na koncu šlo za zelo sproščeno debato o tem, kaj s takšnimi izzivi se srečujemo pri svojem delu na področju razvoja podeželja. Fajn mi je bilo tudi, ker so bili tam predstavniki lokalnih akcijskih skupin, tako iz Slovenije kot iz tujine. Zanimale so me predvsem prakse iz tujine, ker načeloma sem mlajša sodelavka na Lasu, nimam toliko izkušenj, predvsem s tujino, da smo v bistvu vsi v tistem obdobju pripravili strategije lokalnega razvoja, vsi zelo dobro poznali svoje območje, eni z več kilometrine, drugi z manj, eni smo prvič te zadeve pripravljali in da smo dejansko ugotovili, da ne glede na to, od kje prihajamo, kakšna je naša tradicija, identiteta, se srečujemo z zelo podobnimi izzivi. In jih rešujemo tudi vendarle pač na različne podobne načine, tako da to mi je bila tista res najbolj dodana vrednost tega programa. Kot druga zelo pozitivna izkušnja in tudi meni mogoče malo bolj ljuba, kot pač pisanje potem raznih nalog, je pa to, da je študijska skupina oziroma projektna skupina kot v bistvu lokacijo zaključnega sestanka izbrala območje Škofje Loškega. Tako da obiskali so nas v začetku decembra, mislim, da je bil 11. december, kjer smo v bistvu s kolegicami na Lasu oziroma na razvojni agenciji in seveda v sodelovanju z Irmo in Saro pripravili obisk oziroma tiste primere iz prakse, ki so se nam zdele, da najbolj v bistvu dokazujejo neko prožnost, prilagodljivost Škofje Loškega podeželja. Tako da srečanja smo začeli v bistvu, kot se spodobi, z enim konkretnim zajtrkom, kjer smo partnerjem predstavili v bistvu našo kolektivno blagovno znamko Babica in dedek, ki veste, da velja za najstarejšo blagovno znamko v Sloveniji, da so v bistvu preko ponudnice, ki je sicer mlajša ponudnica, ni tista, ki je od začetka zraven, spoznali, kaj pravzaprav ena taka kolektivna blagovna znamka pomeni in na kakšen način v bistvu lahko določene zadeve, ki jih lokalno okolje ima,
ponuja, ki so dobre ali pa nekoliko tudi manj dobre, predstavimo v bistvu taki visoki skupini, ki pridejo v bistvu na naše območje. Potem smo pa v bistvu kot ključen del, ki je pa tudi zanimal najbolj projektne partnerje, smo pa v bistvu s predstavnikom civilne zaščite, našim Nikotom, obiskali najbolj kritične točke poplav v občini Škofja Loka. Najprej smo imeli v bistvu predstavitev, s katerimi kriznimi dogodki se je v bistvu naše območje soočalo v preteklosti s področja okolja in pač zadnje COVID krize. Potem smo šli pa na teren in si to tudi dejansko ogledali, ker tudi mislim, da je projektne partnerje najbolj zanimali, ker so te zadeve tudi spremljali v bistvu takrat v javnosti, ker so bile mednarodno odmevne. Predstavili smo jim našo rokodelsko dediščino, kako jo v bistvu danes uspešno tržimo, in potem je skupina v bistvu zaključila ob okusih Škofjeloškega, ki se pa mimogrede tudi zdaj izvajajo, tako da vljudno vabljeni, da nas obiščete. Tako da priporočam ta program vsem zaposlenim na LAS-om in na razvojnih agencijah, pa tudi mogoče na kakšni občinski upravi, da malo vidite, s kakšnimi izzivi se soočajo v bistvu LAS in drugi strokovnjaki na področju razvoja podeželja. Toliko z moje strani. Hvala, Barbara. Hvala tudi Kati, ki vas je sprejela na registraciji, ker je bila tudi ona udeleženka izobraževanja. Vseh skupaj nas je bilo na nekaterih srednjih večerih, petkovih izobraževanjih, lahko tudi od 30, in nam nikakor ni bilo dolg čas. Zdaj, ko ste že to vse vedeli o projektu Rebound, vas povabimo še na našo spletno stran. Dosegljiva je v slovenščini, angleščini, irščini, španščini in portugalščini na naslovu ruralresilience.eu. Na njej se lahko tudi naročite na naš e-novičnik, ki bo izšel še eden do konca projekta. In sicer v zadnjem, če ste ga dobili, veste, če ne, vas vabimo, da se zdaj naročite nam. Smo tudi povabili na ta dogodek in pa povabili bi vas še na dogodek, ki bo 23. januarja preko spleta potekal. Naš mednarodni partner v projektu bo izvajal predstavitev tega programa in gosti bodo tudi nekateri ugledni in znani ljudje, ki jih mogoče poznate iz drugih struktur lokalnega razvoja v Evropi. Majčkeno ne bi bila geografinja, če ne bi na koncu dala enega zemljevida, iz katerih držav so pravzaprav projektni partnerji prihajali. V vseh teh državah, če boste si pogledali našo spletno aplikacijo, ki jo je Sara predstavila, imate zdaj dobre primere, priložnosti, vse kontakte, in mislim, da če boste iskali neke rešitve za težave v vašem okolju, ki zahtevajo rešitve z področja prožnosti, če boste iskali mednarodne partnerje, vam ta aplikacija lahko v marsičem zelo, zelo olajša delo. Sara, boš ti povedala? Če si vzamete kakšno minuto časa, vas ponovno prosimo, nekako pedagoško, smo imeli uvod in zaključek, da si mogoče vzamete zdajle spet svoje telefone v roke in v Google Formsu vas čaka samo nekaj kratkih vprašanj in bomo zelo veseli, celotna ekipa Rajko, Kvirina, Sara in jaz, če boste na ta vprašanja odgovorili. Predvsem vas pa vabimo, če se vam zdi ta program zanimiv, da se v tem izobraževanju, usposabljanju online pridružite že v kratkem, in vse ostale informacije, kdaj bo na voljo, pa boste dobili tudi preko e-novičnika, ki ga je